Dobre 3 leta potem, ko je Ustavno sodišče z odločbo ustanovilo občino Ankaran, pred jesenskimi lokalnimi volitvami na obali narašča temperatura. Koprska mestna oblast si preko skupine ustavnih pravnikov tako rekoč 5 pred 12 prizadeva preprečiti volitve v novonastali občini Ankaran. To dejanje, da je Ustavno sodišče poseglo v zakonodajno oblast v nasprotju z Ustavom, je protiustavno dejanje, je nesprejemljivo. V tem primeru za ustanovitvijo občine Ankaran je pa mislim, da Ustavno sodišče prebilo to načelo delitve oblasti. Volitve v samostojno občino Ankaran ne bi preprečili s posebno deklaracijo, v kateri bi se poslanci opredelili do ravnanja Ustavnega sodišča. Državni zbor mora na nek način izraziti svoje stališče in svojo voljo glede tega vprašanja. Tega pravzaprav v skladu s svojim poslovnikom ne more storiti drugače kot z deklaracijo, ki je po poslovniku namenjena prav tem, da Državni zbor izrazi svoje stališče do nekih pomembnih vprašanj. Postavlja se vprašanje, kakšno težo ima pri razpisu volitev deklaracija. Znano je namreč, da se volitve razpišejo na osnovi zakona. Resolucija, deklaracija ali karkoli že je ni pravni akt, torej ni pravno zavezujoča za nikogar. Tako da, ne glede na to, kaj bodo sprejeli, mislim, da je popolnoma jasno, da mora tako predsednik Državnega zbora kot tudi Državna volilna komisija ravnati v skladu z zakonom in z odločbo Ustavnega sodišča. Gre za odkrit napad na Ustavno sodišče Republike Slovenije, kar je izjemno škodljivo početje in zato bi bilo dobro, da Državni zbor oziroma da večina poslancev takšnemu početju ne prisluhne in da deklaracije ne bi podprli. Kakšno podporo ima deklaracija med poslanci in kdaj naj bi o njej glasovali, še ni znano.